drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Do nas je Sveta Sabota, jutro je že Velika noč, a našedno smo prišli gledati, kako doživijo Veliko noč tle v Kanalski dolini. Nas je sprijel Luciano Lister, tle v Ovčji vasi, in ki nam pove, kje imate lepe navade, ki so šele živeli pri vas. Pred kratkim smo si lahko gledali otroci, ki so šli o sprevodu po vasi s prkelcami. Tako imenujemo mi v Ovčji vasi ropotalni predmeti. In otroci gredo v sprevodu zaradi tega, ker s četrtkovo večerno maščo v Ovčji vasi utihnijo zvonovi, ki sicer, kakor pravijo domačini, gredo v Rim. Kako kličejo po ostalih vaseh tele reči, ki ropotajo? V drugih vaseh se lahko imenujejo tudi čički in še posebej tisti, ki so nekako večji, karjole tudi. A tudi? Jih nosijo vedno ta mladi? Ja, vedno ti mladi, ja. Do 18. leta starosti, recimo. In po 18 let starosti kaj delajo? Recimo, da mladi se vključijo v krajevno gasilsko društvo. Tu v Ovčji vasi je tudi navada med velikonočnimi prazniki, da gasilci stražijo oziroma vahtajo Božji grob. Naprimer, si bomo potem lahko gledali tudi to v cerkvi, v Ovčji cerkvi. In do dni traja ta vahtanje? Vahtanje strani gasilcev traja od petkove večerne maše do sobotne večerne maše. In se menjajo cel dan? Recimo vsake pol ure. Vsake pol ure, zbil ti kdaj? Ja, tudi jaz sam sem v preteklosti, ko sem bil mlajši, sem bil rekruta in pa sem tudi sam vahtal. Moja sestra je tudi sama vahtala. Tudi ženske vahtajo? Ja, danes ja. Enkrat ne? Enkrat ne, nekoč pa ne. In katere so še navade, ki so se tako obdržale tu pri vas? Naprimer smo zdaj pred cerkvijo, ker bodo kmalu blagoslovili jedi in vam bomo potem pokazali to, kar mi po običaju jemo v soboto zvečer, na Veliko soboto. Kar je že žehnano, ne? Ja. In molijo šele pri mašah ali pa blagoslovje je šele v slovenščini ali pa ne, recimo, tle pri vas, kako je to? Najbolj ohranjeno je tako v Žabnicah in še posebej v Jukovah. To zaradi tega, ker naprimer tu v Ovčji vasi, ki je nekoč bila najbolj slovenska vas v Kanalski dolini, je dvojezično maševanje nehalo v 60 letih. In tako danes je, recimo, kakor je, no? Danes se vse odvija samo v italijanščini, skoraj samo v italijanščini. Morda samo med starejšimi je oseba, ki tako na tiho moli v slovenščini. Dobro, Luciano, zdaj gremo v cerkev, kjer bo blagoslov in potlej se bomo videli še kaj. Hvala. Nas
zborovodja Ukuškega crkvenega zbora. Tle smo pri nas v cerkvi in ima ta grob. Nam poveš, kje je v teh grobovih, ki jih imate v cerkvah, ki mi ne poznamo take navade? Tako je, mi imamo, naš grob je tu, pri nas je to in taka navada, da imamo vsaka cerkev tukaj v Kanalski dolini ima grb, tak božji grb. Tu je v Ukvah je bil ušči božji grb, v Žavancah je bil ušči božji grb, pa v Čavas je bil ušči božji grb. Pa tu je že več kot 100 let, da je ušči tudi božji grb tle. No pa kada prišel pa Uden, pa tudi božji grb je bil tle na Turmu, ampak je pa Uden in pole Turm je šel z vodo, pa tako je šel božji grb in tu šel Uden. No pa božji grb smo zgubili, kada čez 2 dni, 3 dni smo pa dobili 3 nagelc, križ, pa na taka tule na gvar, pač tule tudi Kurovahta, en tak žunir smo dobili, tle pa ovde, pač tle. In pa pole smo rekli, bomo naredili spet nov grb, pa smo naredili spet, kak je pa ta stara mi, tako endlich spet tak božji grb. Tako da ga imate spet nazaj. Ja, ga imamo spet nazaj. In na co se konča tudi vahtanje? Ja, no pa po letu je pa vahtanje, to je pa tudi taka stara navada, da Ferbergeri vahtajo od prijeca ušči na vlič petek sa Fejmešter prenesu najsvetejših v Božjem grobu, pa so začeli naš Ferbergeri vahtati. Pa vahtajo do meše, kjenco zvečera v 8, da procesi. Pole pride pa še vsi Ferbergeri, pa pride v cerkev, se pa stavljati v cerkev, v sred cerkve, pa pole pa meše, pa še mašire v procesija, pa cijele vasi. A imate še procese? Ja, no letos pa ne bomo imeli procese, tukaj Fejmeščerstva niso. Se nema sačutja, kaj da se rekel, da bo klete, bo spet. Tukaj. Tako da bo procesija. Hvala lepa. Ano, vedam, ki poznamo bolj za kje sodeluje z Združenjem Černet. Danes tudi nam nekaj pove o teh njih navadah, ki jih imate tle v Kanalski dolini. In še na več, ki me je puno, tako. Sem videla, da vi imate še, da Gospod mašuje še po slovensko. Ja, tukaj imamo skozi celo leto slovensko mašo, recimo 80%, če lahko rečemo, iz slovenska, ostale pa italijanske, imamo eno berilo, evangelij in pridigo v italijanščini in pa še Oče naš v italijanščini. Ostale imamo samo slovensko in petje izključno pojemo slovenske pesmi. Skozi celo leto, vsako nedeljo. In če je kakšen med tednom, če je kakšen praznik ali če so šmarnice meseca maja ali pa križev pot, pojemo tudi med šmarnicami in pojemo tudi litanije, pojemo Marine pesmi, oktobra tudi imamo litanije in rožnivenec in pojemo tudi slovensko, vedno. Tole je, za ki je obdržal tako Gospod Don Mario Gariupa ali pa je, za ki je ja, mi, ko naša fara rabi župnika zdaj že 40 let, ki imamo vedno Gariupa, so vedno vprašali Ukljani za slovenskega župnika, ker če bi imeli samo italijansko mašo ali pa kaj drugega, ne vem, kakšne litanije ali pa kakšne, Ukljani ne bi znali niti moliti, ne bi znali odgovoriti maši, italijansko mašo. Ker je že od vedno naši predniki, naši starši, naši nonoti so nas učili moliti slovensko in mi molimo naprej
Tudi naši otroci molijo, ne znajo niti odgovoriti italijansko mašo, ker so tukaj strežejo, pojejo ali ta večji pojejo že v zboru in znajo samo. To se nadaljuje. Nasprotno, kar se godi dol pri nas v Nediških dolinah, je težko dobiti mlade, da znajo moliti v slovenščini in vedno reči, da se na nekdar moli, razen kakšenkrat, pa ob sobotah, ko je tista slovenska maša v Špetru. In za kar se tiče navade, lepe navade, ki jih imate za veliko noč? Za veliko noč, ja. Začnejo se z zolčno nedeljo, ko pripravimo za blagoslov pred mašo, razen zolko pri nas blagoslovijo tudi prajtelj po celi Kanalski dolini. To je tako drevce, skupaj zaveženo na eno lešnikovo ali orehovo palco in so take rastline, ki imajo vsak svoj pomen. In obešamo še gor piškote ali jabolka ali pomaranče ali še kakšne mašne ali kaj. In to pole se blagoslovi na dan oljk. In ta prajtelj, polega vsaka družina ga nese domov in ima tudi doma svoj pomen. Se blagoslovi njivo ali polje ali pa planino ali pa hlev. Krave, ko gredo ven iz štale, ko gredo na pašo, stopijo čez, se daje ta prajtelj na prak, tako da krave stopijo čez, da dobijo blagoslov. Ali pa nekateri pravijo, da so dali tudi mrliču v trugli en košček tega prajtelja v žep za popotnico. In pač ima obvaruje hišo in štalo in proti streli, proti grumu in pa še mogoče še kakšne druge take pomeni. To se začne nočno nedeljo. Nočno nedeljo, ja. In potem? Potem se začne veliki teden in v četrtek je maša zvečer, spomin na zadnje večere. Tukaj pole se ugasnejo zvoni, se pravi, da zvoni gre v Rim in otroci začnejo po maši iti okoli po vasi z čičkami, pravimo čiček in so se te ropotalni predmeti. In to je zelo, recimo, da velikonočni čas je za otroke zelo delovni čas za njih, ker imajo dosti dela, prav s temi predmeti, ki morajo vsako uro. Danes zjutraj so šli že ob 6:30, ker je bilo ob 7 že smo imeli en cerkveni obred. In tole pore opoldne pred mašo in imajo zelo veliko dela. Pole morajo sami se pripravijo, pole pospravijo in pole, ko je procesija tudi, so zelo, je predvsej otrok, ki pospravijo župnika med procesijo, In pole v petek zvečer, letos ni bilo, ker je župnik se ne počuti dobro, je čiščenje Svetega križa in poslavitev Najsvetejšega v Božji grob. Pole začne vahta, ti gasilci pridejo vsako pol uro, se menjajo in vahtajo Božji grob od petka zvečera do nedelje zvečera, ko je vstajenje, recimo, tudi celo noč in ljudje hodijo po noči, celo noč tudi v cerkev molit. Tudi po noč? Ja, ljudje tudi celo noč. Mi v Kohi imamo še celo noč cerkev odprto, medtem ko v Čevasi in na Borjetu pa samo do polnoči. Pri nas je tudi lani župnik se hotel zapreti cerkev, se rekli, pustimo jo še odprto. Mogoče se je tista ura, 2 uri, ki ni nobenega, ampak ljudje, mogoče moži, pridejo rajši zjutraj ob 4 uri, žene so malo dlje zvečer. Je vedno kakšen, ki priroma v cerkev. In prej smo videli, kaj nosijo požegnavati. Nam poveš, kaj je pa tukaj v vaših pletenicah? Mi imamo v naših košarah, imamo šunken. Tudi vi? To je po starem, so vedno, zdaj se ga kupi, ker zdaj nihče nima več svinje, nima več v hiši, ampak po stari so vsaka družina, ko so klali svinjo, so držali
ta zadnji, najlepši prošut, najlepši šunken in potem so ga tako obdelovali, da je ostal do velike noči. Šartl, to je naš praznični kruh Kanalske doline, ki ga vsaka gospodinja doma pripravi. Jajca, pirhi, hren, tudi to je taka korenina, ne? Lučano tudi nam je povedal in pokazal tam v Ovčji vasi. Ja, so postavljeni so dali tudi buntar, to je tudi so vedno doma pripravljali, za svinjo so v želodec napolnili isto, približno isto kot za salamo. Samo to je bilo zelo veliko, ne, tako zelo debelo, tako, ker so to svinjski želodec, ko bezpravni so to navasali in to je bil tudi dober, ne. So ga kuhali, pa tudi so imeli tako posebno način pripravljanja. In to je tudi bil pol zažegnjanje za veliko noč. Dobro, Ana, hvala za kar si nam povedala in v resnici hvala tudi gospodu Marju Garjub, ki je dol z naših krajev. Ja. In ki je z nami obdržati se tole v toliko letih, ki je tukaj. Ja. Malo ukljeni smo trmasti. Saj prav, tudi on je. On je trmast, ampak smo pač tako, da zdaj res se vidi, da hočemo obdržati in obdržimo. To je lepo. Hvala in srečno veliko noč. Hvala in napisa. Ocean naš, ca statul năbă, Svetom bode, oașă jumă, da naprda... Luciano Lister, ki nas spremlja po teleportu, po navadah v Kanalski dolini. Zdaj smo končali tukaj v Ukvah in gremo v Lipaljo vas. Kaj nam poveš o Lipalji vasi? Allora, recimo, v preteklosti v Kanalski dolini so bile pretežno slovensko govoreče vasi, Ukve, Žabnice, Očja vas, pa tudi Lipalja vas. Dan danes v Lipalji vasi govorijo jepuško narečje morda 5 oseb. In vsekakor pa še vedno postavijo Božji grob znotraj cerkve. Jer sicer zelo lep Božji grob v zelo stari cerkvi, ki je posvečena Sveti Jeri. In pa če boste pozorni ob vhodu v cerkev, pa boste tudi lahko našli nagrobni kamen v slovenskem jeziku. In to, kar je zanimivo, je, da Lipalja vas dan danes ni med vasmi, ki spadajo v okvir zaščitnega zakona za Slovence. Se pravi, v Lipalji vasi so zaščiteni kot jeziki samo furlanščina in nemščina. Hvala, Luciano. Naših krajev. Muzej Smo in Inštitut za slovensko kulturo organizirata ob Mednarodnem dnevu knjige Noč knjige v četrtek 23. aprila. V soboto 11. aprila v Slovenskem kulturnem domu v Špetru bo ob 14. uri delavnica Stop Motion animacije brez meja za mlade med 10 in 13 let. Ob 17:30 bo projekcija najboljših slovenskih animiranih filmov. Mi smo tu, tukaj, izde, kle, tle. V torek 14. aprila ob 20. uri na gradu Kromberk bo večer posvečen Slovencev iz Videmske pokrajine.
Odprto je upisovanje na 3 ur. Upisovanje je do 28. aprila. Predstava Beneškega gledališča 8 žensk je bila razglašena za najboljšo predstavo letošnjega Linhartovega srečanja. Predstavo bojo igrali v Slovenskem kulturnem domu v Špiatre petek 17. ob 8. uri zvečer in v nedeljo 19. v SNG v Novi Gorici ob 5. popoldan. ISK in ZSKD vabita na izlet na Expo 15. maja. Info na Inštitutu za slovensko kulturo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lep pozdrav iz Benečije.